Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske je na celjski srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko pripravilo pretresljivo predavanje za srednješolce, prvič pa sta prišla tudi ministrica za notranje zadeve in minister za promet. Projekt Še vedno vozim, a ne hodim je poseben zato, ker svojo zgodbo pripovedujejo mladi, ki so se usodno poškodovali v prometnih nesrečah. Matej je pred 2 letoma pri 21 letih po prometni nesreči z motorjem, ki jih obožuje, ostal na vozičku. Odpadli so različni športi in hobiji, s katerimi se je ukvarjal. Priznava, da je tudi sam v najstniških letih mislil, da se nesreče dogajajo drugim. Vem, kako je bilo težko pač priditi nazaj po nesreči in naj bi rad, da še kdo podobno izkusi na svoji koži. Bož, da vidi, kaj se meni zgodil, ko da še kdo sam to izkusi. Ta zgodba je res žalostna, da se človeku pri koglih se lahko osamosvoji, zgodi taka nesreča, da postane paraplegik, oziroma da že tako malo konča življenje, ker je še res vse pred njim. Teda tudi meni upam, da se mi to ne bo zgodilo. Doslej je tragične zgodbe slišalo že prek 2500 dijakov na 30 šolah po Sloveniji. Naš dolgoročni cilj, pa tudi vizija tega projekta Še vedno vozim, vendar ne hodim, pa je, da bi lahko vsako leto poslušalo vsaj 17 000 učencev starih med 15 in 18 let. Iskrena pripoved ponesrečenega fanta je močno pretresla ministra za promet in za notranje zadeve, ki sta poudarila pomen prometne vzgoje med šolanjem in to, da v srednjih šolah sistemskega predmeta o tem ni. Kar ministri govorimo, kar starši govorijo, morda ni vedno dovolj. Takšno predavanje je zelo dobro, ker dobijo pravzaprav informacije od nekoga, ki je to doživel. Se mi je zdelo, da je kar ena taka tišina padla na razred, ko so tako živo videli, kaj pomeni, če postaneš paraplegik. In upam, da bo to pustilo trajno vtis na njih. Matej je svojo zgodbo povedal že vsaj 20-krat, da bi mladim voznikom odprl srce in zavest, kajti tudi tisti, ki nesrečo preživijo, lahko živijo s hudimi telesnimi in duševnimi poškodbami.